Živijo, lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dedek Mraz mi je letos dal eno prav posebno nalogo. Jaz drugače sem škratka skrbim za to, da so vse naprave v Dedku Mrazovi delavnici, da vse naprave delujejo in da mi lahko delamo te čudovite igrače. No, ni nam zmeraj lahko. Zaradi tega, ker včasih, veste, kakšen 3D tiskalnik kar malo ponagaja, pa namesto, da pride ven lutka ali pa medvedek, pride ven banana v obliki telefona. A veste, ko me pol Dedek Mraz pogleda? No, ampak nič hudega. Z malo čarobne tehnologije vse rešimo. Ampak včasih tako v teh večerjih, ko sem čisto sam tukaj noter in pol kar delam in včasih si pol zamišljam, mogoče bi pa jaz tudi eno darilo, imel bi jaz tudi eno tako željo, ker tudi mi škratki imam lahko željo, a ne? No in pol si mislim, kaj bi pa jaz si zaželil in si mislim, super bi bilo, če bi eden izumil eno tako res dobro tehnologijo, nekaj takega čarobnega, ki bi lahko šli, ne vem, z rakete do Lune pa nazaj v enem dnevu recimo, pa bi šel. Ali pa da bi nekdo izumil eno tako zdravilo ali pa tako tehnologijo, da bi s klikom pa bili kar vsi zdravi, ne? Pa ne bi več noben v bolnici recimo. To bilo meni toliko dobro. Ali pa še bolj bi bilo, veš, ko sem sam tukaj, pa da bi prišli kar naenkrat, da bi prišli vsi moji prijatelji me lahko obiskati, ali pa da bi šel jaz recimo enkrat v Ljubljano, pa enkrat v Maribor, pa pol še na morje, ali pa smučati. To bi bilo, če bi imeli take tehnologije, no. No, a imate vi kakšno idejo tako? Mogoče bi bilo pa ena res super stvar za vse tiste otroke, ki, veš kaj, ful bi bilo dobro, če bi imeli en tak računalnik, ki bi vse matematične naloge znal rešiti, pa ne bi bilo treba pol nobenemu delati domače naloge, ne, recimo, če veš, kaj mislim. Ali pa, ne, sam pol bi nam bilo pa ful dolg čas v šolo, ne. No, skratka, včeraj sva, ko sva takole z Dedkom Mrazom oziroma sedela na skodelici tega res alpskega čaja, sem pol se spomnil eno noro zadevo. In sicer, a veste, da imamo v Sloveniji eno res vrhunsko hišo eksperimentov, kjer lahko otroci probajo vse tehnologije in razne preizkuse naredijo in se dotaknejo stvari, pa vse razumejo, zakaj se gre. In sem to razlagal Dedku Mrazu in prav, Dedek Mraz, veš kaj, enkrat te bom peljal tja in mogoče bi bil lahko ti za en dan tehnološki Dedek Mraz. Kaj praviš? In pol Dedek Mraz reče, ja seveda, dajmo peljati kaj vse te naše otroke. Kdo je da gremo na to čarobno pustolovščino in res neverjetno dogodivščino? Dvignemo roke, gremo! Pozdravljeni mladi znanstveniki in znanstvenice, dobrodošli v Tehnodeželi, kjer se združujeta znanost in zabava. Moje ime je Ana in jaz sem čisto prava znanstvenica. Danes vas bom popeljala na prav posebno potovanje. In me nekaj zanima. Ali ste se kdaj igrali s sencami? Tista črnina, ki se vas vedno drži za pete? Ja, no, v naši Tehnodeželi ta črnina dobi barve. Pa pojdimo pogledat. Tukaj najdemo 3 barve. Modro, zeleno in rdečo. Okej, sedaj bomo pa skupaj ugotovili, kaj se zgodi, ko vse te 3 barve zmešamo skupaj. Ampak tukaj pa rabim enega prostovoljca. Kamerman, a bi bil ti moj prostovoljec? Ne, kje bom pa zdaj našla prostovoljca? Pozdravljena, mlada dama. Pozdravljen, gospod Dedek Mraz, dobrodošel v Tehnodeželi. In hvala lepa. Veš, ko sem te poslušal, sem razmišljal, mogoče bi pa mene zanimalo preizkusiti vse te sence in barve. To bi bila odlična ideja. Ja, saj veš, mene otroci poznajo kot gospoda sivo kočmo in z belo brado, zakaj me ne bi poznali kot gospoda z barvami in sencami? To imaš pa čisto prav. Jaz mislim, da najboljše, da kar preizkusiva. Tudi jaz se strinjam, dejva. Dejva.
Wow, poglej tole. Koliko barv. Kako zelo lepo ti pristajajo, ampak dedek Mraz, pazi sedaj to, ko prekrijem rdečo luč, imaš zeleno in modro senco. Ja, poglej. Ja, ampak pazi sedaj to, ko prekrijem zeleno luč, Ja, poglej to. so tvoje sence čisto drugačne. Medtem ko če pa prekrijem modro, imaš pa rumeno senco. Poglej to. Oj, to pa je res zanimivo. Kako pa je vse to mogoče? No, Ja, pridi do mene, pa ti bom vse povedala. no pa pridem. Veš, znanstvenica Ana, malo sem razmišljal, pa sem se odločil, sicer so vse te barve in te sence fantastična stvar, ampak jaz bom kar ostal pri svoji sivi barvi. Zakaj? Ja, veš, rdeča barva je barva mojega prijatelja Božička. Če bi izbral modro barvo, bi izgledal kot smrkec. V davnih časih je bila globoko v gozdu skrita vas, kjer so živela majcena bitja. Imenovali so se smrkci. Smrkci so bili dobri. Bela barva je barva moje prijateljice Starke zime, jaz pa sem kar zadovoljen s svojo sivo barvo, veš. Joj, na to pa nisem niti pomislila. Imaš pa res prav. Pa poleg tega tale siva ti odlično pristaja. Me pa zanima, gospod dedek Mraz, ali veš, zakaj imamo mi ravno te tri barve tukaj? Torej modro, rdečo in zeleno. Ja, to pa ne vem. No, ti bom pa povedala. Ravno te tri barve so osnovne barve na vseh ekranih, katere imamo okoli sebe. In en izmed teh ekranov so tudi televizije, kjer radi gledamo risanke. Seveda. Saj se še jaz zelo dobro spomnim, ko smo nekoč imeli pred televizorjem barvna stekla. Ja. To pa še jaz nisem videla. Ampak me pa zanima, katero risanko si pa najrajši gledal, ko si bil otrok. Koliko dobrih risank je bilo včasih. Mogoče se spomnim tistega fanta, ki je tekel s čopičem in risal, kako mu je že bilo ime. No? Bojan. Bojan, točno Bojan je bil fantastična risanka. Ja, res je. No, jaz sem pa najrajši gledala, a je to. A si že slišal za to risanko? Seveda Ja. sem slišal. Tista dva mojstra, ko sta več pokvarila, ko pa popravila. Oj. Točno kakšni nerodi sta bila. Zelo velike narode. Joj, gospod dedek Mraz, a si že kaj utrujen? Malo sem pa res, veš, malo me je pa utrudilo. No, potem imam pa jaz odlično zadevo za tebe, tako eno prav posebno posteljo. O, postelje bi se pa lahko razveselil. A greva pogledat? Greva. No, pa pejma. Poglej, sino, poglej. A takole ste mi postlali za počitek, kaj? Ja, ravno takole. In kljub temu, da so tukaj čisto pravi žeblji, te čisto nič ne bo bolela. A misliš, da bi se jaz ulegel na tole, ali kaj? Ja, seveda. Se boš kaj poskusil? Ja, bom pa poskusil, če praviš, da me ne bo bolelo. A kar takole ležem. Ja, kar takole, kar takole. A kaj boli? Čisto nič, prav prijetno je. A ti povem zaradi česa? Zaradi česa pa je Zato, to? ker si se vlegel s celim telesom in je pritisk na posamičen žebel majhen. Tako da, ko se boš zbudil, čisto nobene luknje ne boš imel na sebi. Ah, ti šment, že zaspal. No, bom dala 5 minut. Dedek Mraz, moramo iti naprej, zaspal si. Prav prijetno je bilo malo Ja. spati tukaj. Verjamem, ampak morava naprej.
prav prilegel se je tale počitek, veš? Ja, dobro jutro, gospod Dedek Mraz. A si pripravljen na nove dogodivščine? Seveda, zdaj sem pa spočit in pripravljen na nova znanja. Kaj pa imamo tukaj? Tukaj imamo pa prav posebne oblike in sicer tukaj imam kocko, v katere imam ujete mehurčke. Mehurčki v kocki, kaj pa počne s tem? Ampak ali misliš, da so lahko mehurčki tudi katere druge oblike razen kot okrogli? Ja, to pa ne vem. A boš pihnil in poskusil? A da poizkusim? Ja. Pa, poglej, ko so okrogli. Ja, res je. Ampak kaj misliš? Tukaj imam eno piramido. Misliš, da bodo mehurčki še vedno okrogli ali bojo trikotne oblike? Jaz mislim, da bodo trikotni. No, pa da poskusiva. Ja, pa spet so okrogli. Ja, pa seveda, da so okrogli. A ti povem, zakaj? No, zakaj? Zaradi tega, ker zrak v mehurčku želi biti čim bolj udobno nameščen. In krog nima nobenega kota, kjer zrak ne more ven uideti. Zato bo mehurček vedno okrogle oblike, ker je najbolj enostavno. Tako kot žoga. To je potem razlog. Se pravi, absolutno nobene veze nima, kakšne oblike je sredstvo, skozi katero pihnemo to. Ja, tako je. kako Mehurček bo zanimivo. vedno okrogel. No, zdaj, ko sva ugotovila, da pravzaprav sploh ni pomembno, kakšne oblike je material, skozi katerega pihnemo milni mehurček, bo vedno okrogel, a ne? Ja, tako Me je. pa zanima, kaj pa pravzaprav je sestavina milnega mehurčka? To so pa take sestavine, katere imate vsi doma. In sicer rabimo vodo, Vodo? detergent za pomivanje posode in čisto malo glicerina. A samo te tri zadeve? Samo te tri No, zadeve. kako zanimivo. Kaj pa je ta velika posoda? Je to tudi za milne mehurčke? Ja, to je pa ena prav posebna posoda, kjer lahko jajemo celotnega človeka. A boš poskusil? Ja, to me zanima. No, daj. Bo šlo? Bo šlo, evo takole. In kaj sedaj? Sedaj me pa zanima, ali misliš, da moram jaz ta krog dvigniti počasi ali hitro? Ja, jaz mislim, da počasi. No, pa poglejmo, kako bo šlo počasi. 3, 4, Pa ni šlo. Ni šlo, sedaj bi te pa gospod Dedek Mraz prosila samo majčkim bolj na sredino. Takole, odlično. In sedaj bom probala jaz to dvigniti hitro, pa da vidimo, kako bo šlo. Ujet sem bil v milnem mehurčku. Ja, ampak zakaj pa misliš, da je ta mehurček nastal? To pa ne vem. Zaradi površinske napetosti. Površinske kaj? Pridi, ti bom obrazložila ob čaju. Greva na čaj. Torej, kaj je pravzaprav ta, kako si rekla, površinska napetost? Površinska napetost je pa taka elastična koža, ki omogoča mehurčku, da obstoji. Tako kot na primer ladjica na vodi lahko plava ali pa tudi dežne kapljice na listih. To je to. Ja. Zanimivo, zanimivo. Ja. Imam pa jaz danes eno prav posebno presenečenje za tebe. Presenečenje zame. Ja, ker si obiskal našo tehno deželo in ker sva se toliko zabavala, sem ti pripravila eno darilo. Darilo. In sicer tole zeleno škatlico tam. Tale je zame. Tale je za tebe, ja? Kaj pa je tu notri? Ena prav posebna luč. No, pa da vidimo, a lahko odprem. Seveda, seveda. Kaj pa je tole? To je pa prav posebna svetilka, ki rečemo plazemska krogla. Plazemska krogla. In sicer lahko vidiš, da so notri take strele. Vidim. Slednje pa nastanejo zaradi tega, ker notri imamo 3 pline. Imamo neon, argon in xenon. In sicer to so stabilni plini sami po sebi, vendar zaletele elektrode na sredini reagira in nastanejo strele. Čisto prave strele. Kaj pa, če se prave dotaknem? Poskusiva, da vidimo. Poglej, kar na moj prst so šle te strele. Ampak, a te je to kaj streslo? Čisto nič me ni streslo. A ti povem zakaj? Zakaj? Zaradi tega, ker ta električna energija je šla skozi tvoje telo in nazaj v tla. Če skozi moje telo je šla elektrika, tale strela.
Tako je. Kako zanimivo. Prav lepo darilo, hvala lepa. No, tudi jaz imam ogromno enih daril za vse pridne otroke, ki jih bom razdelil. Do takrat, ko pa otroci čakajo na vsa ta darila, bi pa zapela eno pesmico, kaj praviš? Lahko, seveda. Kaj če zapojeva tisto mojo znano? Lahko. Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš. Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Ja, prav lepa pesmica je. Dragi otroci, predno pa gremo po darila, mi pa dovolite, da vam zaželim, da boste v prihodnjem letu radovedni, vedoželjni, da boste igrivi, da boste radi veliko eksperimentirali, pa seveda, da boste tudi pridni, zdravi in zadovoljni. Želim vam lepe praznike in želim vam obilo uspehov v prihajajočem letu. Živjo, pa smo nazaj. Veste, kaj mi še dedek Mraz zaupal? In sicer, da je največja in najbolj pomembna stvar ta naša domišljija in radovednost. Proste mogoče koga v družini, očija, bratca ali pa dedka, da skupaj z vami razšraubajo kakšno tako tehnološko napravo. Mogoče kar tiskalnik, ki te meni ful nagajajo, ali pa sesalc, pa pralen stroj, da boste videli, kako je vse to sestavljeno. Ali pa mogoče sestrico proste, da skupaj naredite, ali pa z mami kakšno res tako lepo sliko s pomočjo umetne inteligence. In še ena pomembna stvar. A ste opazili mehurčke? To tehnologijo s kvantno tekočino dedek Mraz uporablja za to, da pošlje darila. In zdaj so že skoraj sigurno prišla do vas. No, če kakšno ni, malo počakajte, sigurno se bo pokazalo. Šibajte podarila in srečno, uspešno. Pa, pa.